Pozdravljeni! Čas je za novo oddajo Prebujeno srce Slovenije. Gregor Kos je magister znanosti politologije, rojen v Ljubljani, preženjen v Domžale, oče 2 otrok. Pestre delovne izkušnje ima doma in v tujini, organiziral in vodil je že mednarodne konference na večjih lokacijah po svetu. Leta 2018 je skupino somišljenikov registriral prvo politično stranko v Sloveniji, ki je v program zapisala borbo za svobodo odločanja glede medicinskih postopkov, nasprotovanje strupom, kot je glifosat, ozaveščanje glede elektromagnetnih sevanj in njegovih vplivov na zdravje ter pomena komplementarne in integrativne medicine za javno zdravje. V letošnjem letu so oblikovali civilno družbeno gibanje Zdrava družba, s katerim so med drugim začeli referendumsko pobudo glede škodljivega zakona o vodah in v rekordnem času nekaj dni zbrali preko 30.000 podpisov. V celoti so se usmerili v neposredno delo z ljudmi na terenu, postavili distribucijsko mrežo brezplačnega glasila Ozaveščeni in se v teh dneh odločili, da je edina ljudstva vredna opcija nastopa na volitvah tako imenovane liste volivk in volivcev. To so za naslednje državnozborske volitve že javno napovedali. Počaščen sem, da je danes v naši družbi magister Gregor Kos. Pozdravljeni torej v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemen gost, magister Gregor Kos. Pozdravljen. Lep pozdrav. Živijo. Smo v zelo zanimivih časih. Mnogi pravijo, da so to največje spremembe v znani zgodovini človeštva. Veliko se dogaja, mogoče kakšna prva beseda na to temo. Kako sam čutiš to? Hvala in seveda najprej hvala za vabilo. Počaščen sem, da sem lahko danes tukaj in da se lahko pogovarjava o tej res pereči temi. In ne morem ne omeniti, kako vizionarski je naslov oddaje, v kateri pač se nahajava oziroma v kateri ima pogovor, kajti glede na to, da nam je popolnoma jasno, da smo zadnja generacija, ki še branimo nekaj, kar se imenuje človeštvo, pred nečem, kar je nekakšen cilj nekega transhumanizma in podobnega, je ravno prebujeno srce vsakega izmed nas tisti najbolj pomemben faktor, ki nam lahko najbolj pomaga na tej poti. Tako da res čestitke za izbor tega imena, očitno ste že vnaprej vedeli, kako bo to pomenilo. Sicer pa razglašena kriza, vsi smo se z njo nekaj časa resno ukvarjali. Na srečo nam je pa moderna tehnologija v relativno kratkem času prinesla vsem na svetu istočasno informacije o malo drugačnih znanstvenih dejstvih, strokovnih in podobno, kot tistih, ki smo jih bili vajeni v množičnih medijih. In ko smo bili, jaz se spomnim, doma v domovini veseli in smo začeli te podatke pošiljati v množične medije in šele kasneje smo ugotovili, da tega nočejo objaviti, da torej ni problem, da nimamo mi primerjalnih podatkov, da bi vedeli, ne vem, učinkovitost ali testov ali česarkoli, kar se dogaja, ampak da dejansko do tega noče priti. Takrat smo se pa počasi začeli zavedati, v čem smo, kam to gre in nažalost od marca lani smo v relativno podobni situaciji še zmeraj. Še zmeraj smo v času nekega ustrahovanja državljank in državljanov. Moram pa res eksplicitno poudariti, da to ni problem samo Slovenije, to je svetovni problem. Slovenija je samo soudeležena v tem procesu. Kar pa sam vidim kot poseben izziv je pa to, da nam končno ta majhnost Slovenije lahko končno enkrat koristi. Zmeri govorimo premajhen trg, premalo prebivalcev, premalo ekonomije, ne vem kaj. Čas, da se povežemo, ne? Da se povežemo, predvsem pa, da lahko relativno enostavno neko spremembo udejanimo. Veliki sistemi rabijo tektonske premike, za sabo potegnejo bistveno več problemov, kot v Sloveniji. Pri nas lahko pa to relativno enostavno, seveda, tako kot si rekel, z pozitivnimi povezavami in da razumemo, zakaj to delamo. Brez izločitev, ne to, kar so nam delali 30 let, ti si črn, rdeč, rjav, naš, vaš, ker zaradi tega smo tukaj, kar smo. Zato, ker so nas načrtno ves čas ločevali, ker so nas hoteli zmeri na dva bregova spraviti. In to danes še potencirajo. Deli in vladaj, še vedno, ne to. Kruha in iger in deli in vladaj. Tako je. In kar sem pa posebej vesel v tem zadnjem letu, sem pa vesel, da toliko ljudi, ki se je pa zdaj zbudili,
se pa po mojem mnenju ne bi naslednjih 10 letih. In torej je dobra hvala krizi, da si prišla in hvala, da si pomagala. No. Torej za vodo, 30.000 podpisov v zelo kratkem času, res čestitke, to je pa velik uspeh. Ja. Hvala in to je bil že prvi rezultat tega, kar smo prej omenila, načrtnega povezovanja. Mi smo zelo hitro ugotovili, da beseda združevati ne bo najbolj učinkovita, ker pri združevanju izgubljamo lastne identitete, tisti, ki se povezujemo oziroma združujemo. Povezovanje pa je ta pravi način. In videli smo, ne vem, iniciative po Sloveniji, eni bi pel, eni bi risali, eni bi dvigovali glas, eni bi energijo. In vsak, ki je imel neko željo, je bil relativno majhen. Ko smo pa začeli na vsebino se povezovati, smo pa postopoma dobivali moč. In istočasno smo začeli tudi z enim lastnim medijem, tiskano glasilo o ozaveščanju, ker smo videli, da pač informacij, ki jih imamo, se nočejo objavljati. Smo rekli, logično je, da začnemo sami s tem. In v neki verigi po Sloveniji in z centri po Sloveniji smo uspeli potem tudi to referendumsko pobudo, hvala, ki si je omenil, da smo res v rekordnem času samo nekaj dni zbrali čez 30.000 podpisov. In to je zdaj tisto ključno, da je ljudstvo razumelo, da lahko pride do spremembe. In ko enkrat ljudstvo pride na okus in dojame, da ni več vse, tako kot so mislili, zmenjeno pod mizo, pa da nič ne moramo, pa da itak je vse zmenjeno, ko pa so zdaj končno spet videli, kaj pomeni ljudska moč. To je pa tisto optimizem, ki me navdaja zdaj, da vem, da gremo lahko naprej in da lahko marsikaj spremenimo. Tako, torej povezani, imamo moč. In ko smo združeni oziroma povezani v tej srčni nameri, lahko marsikaj spremenimo. Absolutno. Vsi tisti, ki imamo res srčne cilje, konec je časov, ko so nekateri razmišljali o lastnih parcialnih interesih, o službah, dohodkih, tega ni več. Tisti, ki razumemo to, kar sem že na začetku izpostavil, da smo zadnja generacija, ki še lahko karkoli spremenimo, ker popravnega izpita ni. Predno nas razčlovečijo. Predno je te zgodbe konec in predno bi postali neki digitalni državljani, brez nekih lastnin, gotovin in podobnega, in da bi se pol dogajali, da ko je nekdo lačen, ker nisi nekaj storil, kar si je zakon predvidel, nimaš dostopa sploh do osnovnih dobrin. To zagotovo moramo ustaviti, ampak daleč od tega pa, da bi nasprotovali razvoju, nasprotovali pozitivnim aspektom tehnologije. Vse se da, nobena skrajnost pa ni dobra. To nas pa zgodovina uči človeštva ves čas. Absolutno. Srednja pot je tista prava. Srednja pot, bravo. Super. Veliko si potoval, veliko si se izobraževal, več konferenc, tudi soorganiziral, moderiral, recimo o znanstvenih vidikih joge, prvič na sedežu Združenih narodov na Dunaju 2015 in potem na sedežu Združenih narodov v New Yorku 2018, 2015-2016, na povabilo predsednika vlade Indije, Modija, gost uradnih konferenc, mednarodnih dnevov joge, tako da to je res lepo, da dejansko se nekdo, ki se ukvarja s politiko in mu je to pomembno, dejansko zaveda, da smo v bistvu mi duhovna bitja. Meni se zdi to ključno in tudi v današnjih časih, mi smo že leta 2018, ko smo prvič za eno skupino drugačnih ljudi, kot so se dotedaj pojavljali v polju politike, nastopili na volitvah. In že tedaj sem na enem soočanju povedal, da je čas, da v polje politike vstopamo ljudje, ki razumemo duhovno plat človeštva, ker očitno ta materialna nas je pripeljala nekam, kjer ni najbolje. Ker nas ne more več naprej. Pa to je eno, predvsem pa se nimamo kaj nazaj vračati, ker nič lepega ni bilo toliko zelo nazaj in mi moramo zdaj skreirati nekaj novega lepega. Tako da vesel sem, da sem že v relativno zgodnji mladosti se srečal z izvorno jogo, da sem takrat, se spomnim prav občutka, da sem sam pri sebi rekel, ok, konec je iskanja, vem, to sem iskal, to je to, in zdaj samo od mene odvisno, koliko se bom s tem ukvarjal, koliko časa bom namenjal, in kar nekaj let sem potreboval, da sem razumel besedo disciplina. Ko jo pa razumeš, pa dojemaš šele pol vse aspekte, ki so možni. Kar se pa konferenc tiče, pa ne glede na to, da sam si redno dopolnjujem življenjepis, ko pa takole slišim, ko ga nekdo prebere, me pa zmeri znova preseneti in
že pri relativno rosnih 16 letih sem se prve mednarodne konference udeležil spet v Indiji. Ne vem, očitno sem v prejšnjem življenju nekaj imel s tole Indijo. V glavnem in od takrat naprej sem se vračal z različnih pozicij in vsega, ampak se mi zdi, da je za vse nas sploh v Sloveniji važno, da imamo to mednarodno komponento, da vidimo svet okoli sebe, ampak da pridemo sem spet. Ne? Ker tukaj, mi smo se tukaj rodili ne slučajno, mi smo hoteli se tukaj roditi. Tako, ne? Tako, da bomo dejansko naredili ta love, ne? Torej naj se ta ljubezen širi, ne? Iz te Slovenije v sveta. Ne? In tukaj je dovolj prebojenih ljudi, ne? In vedno več nas je. Ne? Absolutno in ravno to je to, kar sem rekel, ključni optimizem, ki ga vidim, ko smo januarja na osnovi nekih vsebin za povezovanje začeli načrtno 2-krat na teden hoditi po Sloveniji, da smo se na samem licu mesta dobivali z ljudmi po celi Sloveniji, res. Občutki so bili neverjetni. Tam so se prvič srečali ljudje, ki se iz tiste sredine med seboj niso poznali. Vsak od njih je pa rekel, do včeraj sem mislil, da sem sam in da je z mano nekaj narobe. Zdaj pa vidim, da nas je več. In pol, ko smo jim mi povedali, koliko nas je po celi Sloveniji, je bila ta sreča res neizmerna. In to je to, na čemur gradimo, na tej pozitivni energiji. In res, ne glede na to, kako je beseda pozitiven v zadnjem letu zgubila, tukaj jo pa res rabimo. No? Tako, skupaj gremo naprej. Bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemen gost, magister Gregor Kos. Pogovarjali smo se že o konferencah, na katerih si bil. Leta 2018 si se udeležil tudi konference o integrativni medicini na Harvard Medical School, kjer si bil govorec na temo policy implikacije o komplementarni integrativni medicini v EU. Torej, v tujini so nekako malo bolj napredni, ne, glede tega. Ja, že leta 2015 je predvsem na močno vzpodbudo Kitajske, to moramo se zavedati, bila sprejeta tako imenovana Delhijska deklaracija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je takrat vsem državam članicam naložila, da naj komplementarno oziroma tradicionalno medicino vključujejo v nacionalne zdravstvene sisteme. Kot vemo, sta dve tradicionalni medicini, ena je kitajska, ena je indijska. Ta vzpodbuda Kitajske je bila zelo močna, da smo do tega prišli. Tisto, kar je pa na osnovi tega se še nadaljevalo, je bila pa pač debata, ki je za nas mogoče še bolj zanimiva, je pa vse povezano z komplementarno in integrativno medicino. Mi že od leta 2007 v Sloveniji nekako neuspešno se spopadamo z nečem, kar imenujemo zdravilstvo, in ne znamo prepoznati ogromno znanja, ogromno izkušenj, ki bi jih v tem prostoru, v nekem javnem zdravstvenem sistemu lahko prišli na pomoč. In na moje veliko žalost se vse to znanje ves čas odganja. Če povem samo za primer, prav te dni sem dobil informacijo, da bo v mesecu oktobru neka država, ki je po mojem mnenju bistveno bolj konzervativna kot Slovenija, torej Hrvaška, gostila podobno konferenco o komplementarni medicini, ker Hrvaška resno in zelo močno dela v smeri priznanja in uveljavljanja torej komplementarne medicine. Celo tako močno, da se bo konferenco udeležil državni sekretar Ministrstva za zdravje. Ko smo že pred leti gostili res močne tuje goste iz teh področij, se recimo z Ministrstva za zdravje niso hoteli niti odgovoriti na prošnje za sestanek, tako da ta situacija v Sloveniji mi je res žalostna. Torej, dejansko imamo občutek, da jih je malo strah, ne? Prebujanje ljudi. Po eni strani mislim, da gre za kombinacijo predsodkov, neznanj, in pa bojim se, da gre tudi za nekakšno željo obvladovanja popolnega sistema in da tistega, kar ne razumeš, potem raj izločiš, da ja ne bi v sistemu delal neke tujke. Sam izhajam z drugačnega pogleda, verjamem, da je tudi tebi osnovni pogled celostno zdravje, ker časi, ko bi nekdo lahko samo z eno metodo ali pa z enim tretmajem nekaj naredil, so verjetno mimo in vsi potrebujemo ta celostni pristop. In še enkrat, če nas je kaj aktualna kriza naučila, iz nje večina prebivalstva izhaja manj zdrava kot pred krizo in noben ne razume, da smo poteptali tiste osnovne atribute zdravja, to je preventiva,
vse, kar se tiče gibanja, dihanja, prehrane, vse tisto, kar bi za tudi neko kolektivno imunost lahko najbolj nam pomagalo, načrtno z nekimi političnimi ukrepi ukinjajo, ne dovoljujejo, omejujejo, kar je res paradoks vseh paradoksov. Torej, definitivno je sedaj čas, da rečemo tudi temu stop. Ne? Absolutno. Da se postavimo zase. Da se postavimo zase in da vso to znanje, ki ga doma imamo, da končno pride ven. Da se ga neha skrivati, da se ga neha teptati in da se res pogovorimo, kaj je preventiva, kaj so res tisti pravi ukrepi povezani s kvaliteto zraka, onesnaževanjem in vse ostalo, predvsem pa gibanje, zdrava hrana in podobno. Glejte, mi še zmeri večino nekih kmetijskih subvencij namenjamo za pridelavo hrane za živali, ne pa za ljudi. Samooskrbni smo samo 30%. V časih, ko nas očitno čaka še ekonomska kriza, je to lahko osnova katastrofe. Ampak v teh vprašanjih se nihče niti ne razmišlja, niti pogovarja. Pri nas je samo vprašanje, ali bomo zdaj sprejemali neke zakone, kako bomo plačevali kazni, če bomo želeli neke visoko leteče politike. Po drugi strani se pa vsak dan sprejemajo neki novi zakoni in predpisi, ki bi omejevali naše pravice in svoboščine, nimajo pa nobene povezave z zdravjem, zdravstvom, s preventivo in tem, ali bomo dejansko zdravi ali ne bomo zdravi. Tako je, torej, kot da v bistvu nikogar ne zanima, prav zares ne. Čeprav govorijo, da jih zanima, da se trudijo, da smo mi zdravi. Ne. Če bi bila to želja, bi bili tako imenovani strokovni timi sestavljeni bistveno bolj multidisciplinarno in ukrepov zagotovo ne bi sprejemala politika, ampak bi jih politika samo prenesla v neke pravne oblike. Pri nas je pa obratno, pri nas pa sprejema ukrepe politika in jih zapove, recimo temu stroki. Torej, to sem slišal, da je tudi dosti tega bilo protiustavno, tudi nekaj ustavno sodišče že odločalo o tem. Kaj pa mogoče na to temo, kakšna beseda še? Ustavno sodišče je zelo pomembna tema, sploh v časih, ko smo po 30 letih ugotovili, da smo gledali stran, kar se tiče naših predstavnikov v politiki. Da smo gledali stran, ko se je spreminjala ustava. Da smo mi šele v zadnjem letu ugotovili, da predsednika republike nimamo nobenega inštrumenta, da bi ga odpoklicali. Ne glede na to, koliko nas je z njim nezadovoljnih. Da ljudstvo nima inštrumenta, da bi odpoklicali predsednika vlade oziroma vlado. Da bi mi na referendumu s kakršnokoli večino, torej lahko tudi 50 in več procentno, da bi mi dejansko na referendumu sprejeli nek zakon v korist ljudi. Torej, ustavno sodišče je ostalo eden izmed zadnjih branikov, pa še ta je tako spolitiziran, da tisto, kar recimo v zadnjem času najbolj spremljamo, je neka nemoč predsednika države z parlamentarnimi strankami, da bi imenovali devetega sodnika, zamenjali mandat sodnice, ki se je iztekel že pred več kot enim letom. Kar se pa mogoče ljudje premalo zavedamo, je pa to, da če bodo tukaj spet uspeli lansirati osebo, ki je podvržena neki dnevni politiki, da bomo ustavno sodišče izgubili še 4 leta. In ne glede na to, kaj se bo zgodilo na nekih volitvah, kakršnakoli sprememba bo ta inštitucija, ki bi morala biti popolnoma odstranjena od vplivov dnevne politike, bo ostala omadeževana. Upajmo, da se ne bo to zgodilo. Zaenkrat smo že v 3 poskusih očitno za res močno srčno energijo uspeli to preprečiti in verjamem, da bomo še naprej. Tako. Torej, naslov daje svedala, če nas zgodovina ne nauči, se ponovi. Ne, mi smo pričakovali, da bo Slovenija nova Švica, ne, da bomo marsikaj naprednega naredili, ampak vendarle se to ni zgodilo. Kako mogoče vidiš ti ta razvoj 30 let te države, ne, smo zdaj praznovali, mogoče kakšna beseda še na to temo? Spomnim se časov, tudi sam sem se udeležil in plebiscita in vsega, kar je sledil temu. Jaz se spomnim tudi neke druge države še prej, jo ne poveličujem, ampak tisto, kar danes vidim kot problem, pa je bil mogoče v tistih časih bistveno drugače, recimo naša vloga v svetu. Mi danes, roko na srce, vloge v svetu nimamo. Ne glede na to, da predsedujemo trenutno Evropski uniji, ampak to je kot nek piškotek, ki smo ga dobili, ki smo prišli na vrsto. Realne vloge nimamo. In če so prej omenili Združene narode, pa konference v Združenih narodih,
Mnogi smo v Združene narode bistveno bolj verjeli, dokler niso prišle na dan te agende, ki se tam dogajajo, ampak še zmeri. Količina držav, ki so združene v Združenih narodih, ali pa naša vloga v času nekih neovrščenih, ko smo sodelovali z državami, ki niso med najpomembnejšimi na svetu, imajo pa ogromno število prebivalstva, rudnin, ekonomije in podobnega, je bila zagotovo močnejša kot danes, ko smo recimo potem v zadnji na vasi in na vsak način bežimo od česarkoli povezanega z neovrščenimi ali pa svetom in si zatiskamo oči, da je naša edina pot Evropa in da se zadovoljujemo, da smo 75% odvisni od Nemčije. Jaz osebno trdim, da temu ni prav, da to ni prava pot in pogrešam ta čas, ko so se včasih bistveno bolj pogovarjali Rusijo, Indijo, v končni fazi tudi Kitajsko, Brazilijo, z afriškimi državami in ta vloga bi nas lahko bistveno bolj, več moči bi nam lahko dala in bistveno večjo relevantnost v nekih mednarodnih odnosih. Predvsem bi bili pa manj odvisni pol sprememb v Evropi. 30 let je mimo, še danes nimamo nobene resne strategije, kaj bomo z našo državo. Še danes se nadaljujejo ropanje naših podjetij, uničevanje blagovnih znamk, bogatenje peščice in še danes nismo prišli do tega, da bi kdorkoli razumel, da bi moralo vladati ljudstvo. Šele v zadnjem letu ljudje končno zopet dojemamo, kaj pomeni 3. člen Ustave, da v Sloveniji vlada ljudstvo. In sam trdno verjamem, da mora biti rezultat vsega, kar se dogaja v tej razglašeni krizi, to, da pridemo do tega, da spet v Sloveniji vlada ljudstvo. Tako, to je osnova, ne? Demokracije. Najbolj. Tako. Še kakšna beseda, v bistvu delal si veliko v Ljubljani, tudi na mestni občini si bil, veliko izkušenj imaš, no? Z tega področja sem tudi bral v življenjepisu. Kakšna izkušnja, mogoče kaj se ti je najbolj zasidralo? Delo v Ljubljani mi je bilo zato zelo pri srcu, ker v nasprotju ali pa drugače od nekih vladnih ali pa tudi v končni fazi mednarodnih služb, ki sem jih imel, si v Ljubljani vsak dan videl produkt svojega dela. Ti si lahko šel na ulico, ti si lahko videl neko zadovoljstvo ljudi, ki jim je neka sprememba ali pa neko dejanje ogromno pomenila, pa mogoče je bilo treba samo kakšne 2-3 birokratska koleščka zavrteti, pa se je relativno hitro uredil. Mislim, da 7 letih v mestni občini Ljubljana, pa nekako tudi nisem več videl primernega izziva v Sloveniji in zaželel sem si tujine. Za 4 leta sem odšel v Srbijo, tam delal pri mednarodni organizaciji, potem tudi neposredno na njihovem komisariatu za begunce. In nedvomno je bila to res zame močna življenjska in zrelostna izkušnja, ampak še zmeraj pa trdim, da ne glede na to, koliko sem v tej vlogi užival, mi je bilo pa najlepše se vrniti v Slovenijo in v bistvu te izkušnje pol naprej uporabljati. No? Super, bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v tretjem zadnjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemen gost, magister Gregor Kos. Stranko ste se odločili, da boste nastopili tudi na volitvah liste volivk in volivcev in to ste tudi napovedali za naslednje državnozborske volitve. Mogoče kakšna beseda? Stranko politično smo registrirali leta 2018. Takrat smo ji dali ime Zdravo družbo, ker smo rekli, katerokoli ukrep v državi želimo spremeniti, nadgraditi, oblikovati, ni ničesar brez zdravja, brez zdrave osnove. Pa ne vsi gledamo prehrano, okolje, promet, življenjske razmere, kamorkoli zmeri trčimo na to zdravje. Ne da bi vedeli, da se bomo prav v letih 2020 in 2021, da se bo vse vrtel v bistvu okoli tega zdravja. Sprobali smo že kar nekaj iniciativ ljudskih v smislu, da smo zbirali podpise, da smo vlagali predloge zakonov, tako zakon o zdravilih, kot recimo zakon o nalezljivih boleznih. Glasovalni stroj državnega zbora jih ni potrdil, ampak za nas je bistveno, da smo ljudske rešitve v hram demokracije prinesli, jih ubesedili in da so ostale v tem prostoru, ker v tem prostoru teh rešitev nikoli niso želeli slišati. Kot sem pa že na začetku izpostavil, smo pa že v začetku letošnjega leta se za neko širšo skupino
bistveno bolj začeli ukvarjati z civilno-družbenim gibanjem Zdrava družba, torej ne samo politično stranko. In z njim smo začeli hoditi po terenu, kar sem že povedal. In kot rezultat polletnega res aktivnega dela je bil, da ljudje, ne glede na to, kako kvalitetne programe ali pa spremembe želimo udejanjati, besede politična stranka ne sprejemajo. In da noben ne more ne zaupati nekim strukturam, ki jim 30 let, ki so nam jemale in svobodo in demokracijo in nekaj dobrega. Mečejo ljudje v isti koš. Točno to. In tukaj, če si na temu, si eden izmed njih in se lahko na glavo postaviš in ne boš nič drugačen. In tudi, zato sem pa še toliko bolj vesel, ko smo dobili zelo močno inicijativo pravnega genija, ustavnika, dr. Terška, ki je zelo jasno povedal, da kdorkoli bo še naprej silil v polju politike za nečem, kar se imenuje politične stranke, ne kani dobiti kakršnega koli uspeha ali pa zaupanja ljudstva. Na srečo pa imamo v zakonu že zdaj možnost, da se lahko na volitvah nastopi tudi s tako imenovanimi listami volilk in volilcev. Zato smo mi v stranki za Zdravo družbo sprejeli odločitev, da stranko ukinemo, da se v bistvu umaknemo kakršnemu koli nezaupanje ljudi, v smislu, kdo je odzadaj, kakšne so strukture, ne vemo, ne moremo zaupati. In da gremo za zelo jasno zgodbo, da volilke in volilci sestavimo liste v vseh 8 volilnih enotah in da končno ljudstvo dobi priložnost, da reče, kdo bodo naši predstavnice in predstavniki v Državnem zboru, in šele od te točke naprej se bomo pogovarjali, kakšno vlado in podobno bomo imeli. Res bi želel to posebej izpostaviti. Mnogi že danes delajo kalkulacije, kdo bi bil minister, kdo bo vodil vlado, ne vem kaj. Prvi in ključni cilj je Državni zbor. Mi rabimo končno kompetentne državljanke in državljane v Državnem zboru, ki bodo lahko kompetentno odločale, verodostojno, da ne bojo strankarski potrčki. In samo taki svobodni in verodostojni ljudje lahko potem imenujejo verodostojno vlado. To tisto, kar si po 30 letih Slovenke in Slovenci pa res zaslužimo že končno. Točno to, da imamo končno prebujene ljudi, ki delajo dobro za ljudi. Za vse. Za vse. Dobro za vse, ne samo zase. Tako. To je dejansko, mislim, da je prišel ta čas, da smo zdaj na tej prelomnici. Sej, na nek način moramo razumeti, da smo res mlada demokracija. Mi smo mogli čez en ta proces, nažalost smo v tem času veliko izgubili, ampak prav izkušnja te izgube in podjetij in blagovnih znamk in dolga v končni fazi državnega je lahko ta prava popotnica, da zdaj vemo, česa ne smemo ponavljati. In tako, kot sem že prej omenil, ljudstvo zdaj ve, da se da, da nič ni nemogoče. In tako, kot je naslov daje, srčni ljudje, ki se zdaj prebujamo, več kot nas je, tega ne more noben kapital ustaviti. Nobeni množični mediji, nobeni ukrepi, nobena politizacija, nič. Ker tam, kjer je srce, ti točno veš, kakšno odločitev sprejmeš. In da ti vidiš svoje otroke, pa sosedove otroke, pa ne vem, starše, ti ne boš delal slabo za njih. In ko enkrat imaš to moč in ko imamo to moč, kot rečejo Angleži, sky is the limit, in ni preprek. In ta optimizem želim, da ljudje, vse gledalke in gledalci res zelo dobro razumemo. Ne sme nas biti strah. Tako. In ne smemo si postavljati nobenih omejitev, kaj se da ali pa kaj se ne da. Ker res je, da se čisto vse da. Vse je mogoče, tudi kvantna fizika to pravi. Točno to. Da je dejansko vse potencialno mogoče, odvisno je pa od nas, kaj izberemo. Tako. Odločitev je relativno enostavna. Ali bomo delali dobro za vse, ali bomo skušali še zmeri dajati glavo v zemljo in misliti samo nase. Časi, ko so tudi mene, ko so me še kakšni klicali pa rekli, Gregor, povej, koliko nakažemo, pa zrihti. Tega je konc. Ker tudi, če bi karkoli nakazali, ti ne moreš nič zrihtati, ker vsak sam mora ostati. Skavča pa reči, dosti je. Tako, torej delovanje je zdaj v teh časih aktivno, absolutno. Ne samo govorjenje. Ne izzivanje, to moram poudariti, ne tisti, da bo zdaj šel ven, pa se metu na barikade, pa izzivu, pa želel nek nasilje delati. Ne, ampak aktivno delovanje. Mi rabimo vsi kot družba aktivne državljanke in državljane. In ko mi se spet zavedamo pomena ustavnega sodišča, sprejemanja zakonov, naših pravic, mi v naših pravicah nič ne vemo. Nam nekdo reče, ne smeš, pa že rečemo, ok, ne smem. Pa kljub temu, da sploh ni pravne osnove, tako ko si prej lepo ugotovil. Se samo
večina ljudi nažalost še podreja nekim pač odlokom, nekim pravilom. Ne govoriva več o večini, nekateri se še podrejajo, ampak še zmeri izključno na bazi nekega strahu, samo da me ne bo kdo opazil, samo da ne bo kdo rekel, da jaz delam kaj narobe. Čim več nas pa je, ki pa se zase postavimo in znamo reči, hočemo tako pa tako, nas pa tudi taki vidijo in rečejo, pa se da. Točno to, torej vse je mogoče. Vse je mogoče. Tako, super. Mogoče še malo kakšna beseda o tem glasilu ozaveščeni, ki je brezplačnik. Kakšne teme pokrivate mogoče? Že v gibanju smo opredelili neke ključne 4 stebre. Nanašajo se na zdravstvo, šolstvo, samooskrbo, na neke pravne napotke ali pa pomoč in vsemu temu dodajamo še 5. podsteber, ki mu rečemo neka skupnostna valuta. To so tiste teme, ki se največkrat pojavljajo v brezplačniku. Začeli smo ga pa izdajati v lanskem letu, kot sem že rekel, zato, ker množični mediji niso želeli objavljati verodostojnih, strokovnih informacij z teh področji. In rekli smo, če tega ni, kaj naj torej naredimo, začnimo izdajati sami. In zelo dober sistem se nam je sestavil, ne bom rekel, da je bil strateško, ampak se nam je sestavil, ko smo kljub zaprtjem regij in občin in ne vem česa še, smo videli, da so seveda trgovine odprte in da so predvsem zdrave trgovine, torej naši, bom rekel, naravni partnerji, ves čas odprte. In v njih smo v bistvu po neki mreži po Sloveniji potem vsakič distribuiramo količino natisnjeno in na ta način potem ljudem povemo, kje jih lahko brezplačno prejmemo. Istočasno pa beseda brezplačno ne pomeni, da ne sodelujemo vsi pri gradnji. Glasilo nastaja na osnovi donacij vseh nas. Nekateri dajo evro, nekateri 50, nekateri 500. Ampak večina interes je, da nas je čim več takih, ki damo vsaj nekaj malega in da potem čutimo, da smo mi del te zgodbe. Tako, da smo nekaj doprinesli. Tako. Tako, super. Mogoče še kakšna beseda za zaključek, kakšna zaključna misel za naše gledalke, gledalce, recimo kaj tisto, kaj jim še želiš sporočiti? Ključna smer srčnost, ključna način obnašanja je optimizem, pozabimo na strahove, pozabimo na prepreke, vsak dan, če je sonce ali pa dež, ga jemljimo izključno kot priložnost. In vsak dan je priložnost, vsak dan lahko nekaj malega naredimo. 2018 nam je eden izmed podpornikov poklonil čudovit slogan: Spremeni sebe in spremenila se bo Slovenija. In v ta slogan verjamem še danes. Gandhi, bodi ti ta sprememba, ki jo želiš videti. In najprej se rabimo spremeniti in močni in trdni posameznice in posamezniki gremo lahko pa skupaj naprej. Super, torej dejansko povezani v srčni nameri, izbiri, imamo moč in v bistvu sokreiramo novo družbo, zdravo družbo. Točno to. Ne ustavljamo se na problemih družbe, ne iščemo, kje so problemi, ampak kreiramo. To je naša vloga. Kreiramo v bistvu tisto najvišje, tisto, kar smo mogoče pozabili. In zdaj se ljudje množično prebujajo in se spominjajo, bova rekla, tiste esence, tistega v bistvu potencijala, tistega, kar mi zares smo. To in naša ključna naloga je, da prav to, kar mladi ne vejo, da sploh obstaja, mladim predstavimo in da jim ponudimo za njihovo prihodnost. Tako, mogoče sam zaključek za mlade. Na mladih svet stoji, pravimo. Z otroci zdaj vemo šole, kaj se vse dogaja, mogoče še en komentar na vse skupaj, pa kaj lahko naredimo. Šole in vrtci, nekateri so postali zapori. Jaz sem zelo vesel, da smo se starši uspeli organizirati na način, kakršen je, da smo seveda zdaj poiskali rešitve v drugačnih sistemih, ki so možni, ampak to zagotovo ne pomeni, da bomo ta prostor prepustili politikanstvu. V končni fazi so šole in vrtci od nas, od ljudi, ne od neke kvazi države, politike, ne vem česa. In prišel bo čas, ko bomo zelo jasno mogli to tudi povedati in pridobiti nazaj. Še enkrat, problem šol niso maske, niso testi, niso virusi. Problem šol se je začel že pred leti z učnimi načrti, ki tja ne sodijo, z delovnimi zvezki in učbeniki, ki tja ne sodijo. In očitno smo rabili tako imenovano virusno krizo, da smo se začeli tega resneje s tem ukvarjati.
Super. Hvala, magister Gregor Kos, da si bil danes moj gost, sem počaščen, hvaležen. Hvala. Tako, hvala za vabilo, še enkrat. Z veseljem. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci. Verjamem, da ste slišali marsikaj zanimivega in da boste podprli to novo pot za zdravo družbo. Hvala vam, ker ste, hvala, ker gledate to oddajo.